Ja, predstavljaj si to, Tomič, zdaj. Predstavljaj si pižamo pa mene, oba prešvicana, kako on z brisačo zbene dol, briše majonezo. Danes je četrtek, 18.5.2017, ura je 22.40 zvečer. Tole so Glave, podcast za legitimno preživljanje prostega časa. Pižama, intro. Lepo pozdravljeni, dan pozneje, kot ste nas vajeni. 102. epizoda Glav prihaja z enodnevno zamudo zaradi določenega fuck-upa v mojem urniku, za kar se vam najgloblje opravičujem, ampak greste lahko poslušati za nazaj Aparatus, ki je bil ful dober del z Hrvačaninom, se je pogovarjal, Anže, zdaj glede na to, da obdeluje vse, ki jih je spoznal na afterparty od Viktorjev, lahko pričakujemo v naslednjem Aparatusu še Danico Lovenjak. Sicer pa imejte nas radi na naših izpostavah družabnih omrežij, aparatus.si smo na Facebooku, aparatus_si smo na Twitterih in pa seveda aparatus.si pošiljnica podpri 4, 8 ali 12 evrov, da bo že lahko si spedenal Aparatus World Headquarters kot doskičasto, da si bo upal Danico povabiti. Tako, po mojem z izjemo Saviča nisem še benga imel ironično dejansko v Aparatusu. To so te disi. V glavnem božansko. Ja, danes gremo naprej z American Gods, ki je, moram reči, saj meni, pardon, to je bilo slabo. A Danica kliče kdaj? Ne, Savič ve, da o njemu govorimo. Samo kovca. Ja, v glavnem, tega ameriški bogovi so zame ena od teh serij, ki 3/4 cajta ne vem, če so mi všeč, ampak ki jih pa gledam, mi pa kar mem padajo. Tako da ne morem se čist prepričati še, a mi je res cool, ali mi je sam tako, ok, za pogledati pač. Bom pa eno stvar, jaz bi sam z eno stvarjo začel, zdaj imamo 3 dele za sabo, pa bi to oba dva vprašal. Ta vizualni stil teh close-upov v slow motionu, Ja. Jaz sem full fan tega načeloma. Jaz sem fan lepega slow motiona. Ta estetika je meni zelo blizu, jaz ne vem zakaj, pač odkaj, ker sem bil mali človek, to ni bilo dolg cajt, ampak pač tako življenje. A se nisi ti rodil kot veliki beli? Ja, v bistvu, ja. Jaz, ko sem prišel, sem že 1,66 m, pa zabil sem, v glavnem. Narobe si na konc besede prebral. A ja, fakt, stareje kle, to sploh nismo rekli. Stareje tako kot samo imevnega, reč živja zdaj. Ja, tako. Zdravo. Živijo, tako organsko se je not vklopil, da... Sorry. Pri Saviču sta se oba smejala in pa sem mislil, da to je to že, to je to. Zaneslo me. Ne, ampak res ta slow motion, pa me res zanima, ker to ne vem, če smo se kadarkoli pogovarjali. A je vama cool? A veš, ko jaz govorim samo zdaj o estetiki, jaz govorim o cool slow motionu, ne o njih efektih krepi, ki so bili na Sonyjevih kamerah, ki izgledajo kot strobe light snemanje, a veš. Jaz ne govorim o tem, govorim dejansko o proper slow motionu. Misliš to, ko se malo zablura, malo... Pa ja, tako pa ne, pa ki je res high frame rate, tako res, tako kaj taka div, recimo, pa v to bag gledaš, kako se žge, recimo, ne. Pa ne žge se samo tobak. Sam se nisem ta zadeva, se cela serija gre na eno tako posebno estetiko, da to ful paše noter, ne? Ja, tako malo je gritty vse, tako malo grainy, da bi od tisto saturacijo gor. Ne, ampak na splošno, veš, kaj sem opazil, da obstajajo ljudje, ki jim je pač slow motion, ali cool, ali ne, pa tako, come on. Če je dobro narejen, je dobro, tle je ful dobro narejen. Ne, jaz mislim, da je ful dobro. Jaz se tudi strinjam, da pade tole noter fino, da ima z občutkom je narejeno, no? Kot bi rekel Janez Mazek Žan. Je pa mislim, da je tudi tako, se mi zdi, da to obstaja tudi zaradi tega, ker je to pač Amazon Prime, ne? Ker tudi hočejo malo pokazati, kaj... Ne, to ni Amazon Prime, to je Stars. Stars, sorry. Stars je, ja. Kaj sem pa gledal na Amazon Prime vzanč?
Ne vem, ampak a ti povem, zakaj si verjeten mislil, da je Amazon Prime? Zakaj? Zato, ker je stvar totalno delana za neko binge variantico. To sem Ker gledaš in imaš občutek, čakaj, to mora biti zdaj nek na eni tej platformi, ali Amazon Prime, ali Netflix, ker bom jaz lahko vse stvari pogledal, vse dele naenkrat zaradi tega, ker mi tako počasi podajo zgodbo. Ker so si vzeli cajt, kao vejo, ok, ta se bo zdaj tlele, smo jim vzbudili apetit, ampak se gre lahko takoj naprej. Tle pa nimajo strahu, da se bo en teden čakali, kar je po svoje zelo korajžno, da temu času te res instantne gratifikacije, kjer hočemo takoj dobiti vse, da so si upali z res nekim tem počasnim flovom noter. Mene to maybe malo mot. Ne vem, če nisi bral knjige, maybe iz prvega dela res ne zveš nič. Prvi del je ful, mislim, vse je ful lepo, vse je ful cool. Sam ful je absolutno premalo, se mi zdi, nekih informacij. Tako. Ja, jaz nisem bral knjige in se to čisto strinjam, pač po prvi spojem. Je pa res, da te toliko zintrigira, da mislim, mene zanima, razen unga, kar smo 17krat zanč rekli, vaginalnega obeda, ne? Ki je res weird, ti si bila ena bolj weird, mislim, ne vem, ti si bilo res weird. Ti se je tudi ponovilo, ne? Ja, tako ti si bilo res, ampak tako ostalo, mene je toliko zaintrigiralo. Je pa res, ne, da bom tako rekel, glavnega lika igra, ta model, tam je ok, tako mi je pač cool, niso nič falili, ne. Ampak če ne bi bilo Swearingen tam, ne, imam občutek, da bi me pol manj zanimalo, no. Tako, po prvi spojen, on se mi zdi res tak gravitas prenese, da je noro, ne, McShane je res kralj. Veš, kakšen je on? On je tak mal, tam Paul de Bibič, ki je bil star okoli 60, pa ki je kakšno malo temačnejšo vlogo igral. Res mi se zdi, danes sem gledal prej ta tretji del in tako tam okoli oči, ne, tako prav res mi je dal en tak vibe Paul de Bibiča, da je mogoče tam iz Heretika, ki se je razpizdil, ki je bil trubar. To je pa zanimiva primer, ne bi v lifeu pomislil na to, bo pravic povedal, če res ne bi. No, ja, imam toliko možganih, toliko razdelan, da nekaj, ki je na Starzu, ne morem verjeti, da mislim, da je to Amazon Prime že 3 dele stari, to mi je pa weird. Kva sem pa zanč na Prime, zdaj bom to cel cajt premišljal, glavno gremo naprej. Se sem spomnil, če se spomnim, če vletim... Hiter na Prime, pa pogledaj. Ja, se to zdaj na vmes naredil, sem dol na minut. Da te na omatral. Ja, se zaradi tega. V glavno še to povem, recimo tudi zdaj, se pravim, jaz sem direkt iz ogleda tretjega dela, da tudi, ko smo se znači pogovarjali, da mojci ni bilo to, kar sem rekel, ne, da zdaj pa je rekel, zdaj pa je, ne, zdaj me pa že zanima, kaj bo naprej. Da se je očitno tudi za nebralce razkril toliko enih zadev, ki vlečajo zares zgodbovno. Kako je to pri tebi, že? Mislim, koliko ti je zdaj zgodba širša, kaj bolj jasno? Oziroma, ali pa kako se ti zdi, da bi lahko zgodba potekala, koliko ti je to jasneje od tega, kar si zanč na koncu prejšnjih glav povedal? Ja, mislim, zdaj ta nek fight, ne, ki se bo dogajal očitno v Madison, Wisconsin. Mislim, meni to mi je ful všeč, da so te kulise random, to mi je tako dober, kao, da neki bogovi in vsi morajo v Wisconsin prideti. To mi je, ne vem kaj je zdaj že spet analogija kle za Slovenijo, no, to me neizmerno zabavalo. Vače. Ja. Ja, recimo. No. In pasivno situla v glave mečejo. Pa ja, ne, Sevnica bi bila top. Sevnica bi bila top, ja. Zdaj ne več, ne. Sevnica je zdaj na svetovnem zemljevidu, prijatelji. Se res. Če Jim Jeffries pride zaradi Sevnice v Slovenijo, ne zaradi Ljubljane, pa veš, koliko je ura. Ampak, ne, to sem, mislim, zdaj mi je malo bolj jasen. Lej, Anže, mi dva Saša tam sto že od nekdaj bila iz Vukojebi, ne, ti si od zdaj ne šele. Ja, to je res, ja. Jaz sem zdaj rote v bistvu. Ne, ampak tako, kar se pa zgodbe tiče, mi je pa, mislim, še zmeram, realno gledam, nobenih podrobnosti ne veš, ne. Tako, veš, da bi res, ampak je pa neka ta, ko bi rekel, se počas tako sestavlja za ta tenzija, no. Ker vidiš, da pač nekako je skoraj ta dirty dozen koncept, ne, ko nabira ljudi svoje, ne, in da bojo vsi se tam srečali. In več kot očitno bo nek fajta. Ne. Me pa zmeram bolj preseneča, koliko je v bistvu fokusa na temu, pa Shadowu, pa Swearingenu. Pač, da sta ona, da sta ful velik notar, v bistvu se vse okoli njih vrti. Jaz sem sklepal, da bo tako, ne, da bo bolj skoraj antologijska, veš, da boš v vsakem delu enega drugega
spremljal za tok cajta. Zdaj ne vem, so to zdaj samo prvi 3 deli, pa ima pol kar naenkrat sam 2 dela sam vaginalne obede gledal, ali kako to funkcionira, ne? Ampak zaenkrat me to v bistvu še najbolj preseneča. No? Zdaj samo o vaginalnih obedih govorimo, kaj pa Flaming STD, God STD, ki je bil v 3. delu. Jaz sem sam to razmišljal. Nekdo je to nekoga peče neki. Nekoga peče neki. Ja, no. In ta prizor, se lahko se mogoče ostamo pri njemu, je na novo mogel so ga še enkrat posnet. Kva, zakaj? Zato, ker je Brian Fuller videl, te prvo montažo tega prizora, je rekel, da je prav, razen, če ima 12 inčev velik kurc zavit, sladkorna paličica, ki lahko fuka okoli vogalov, tle ni šanse, da pride do koitusa. A ja, tako je bilo fake, ali kaj? No, ja, tako da pač, v Devuni so se potrudili, ampak vsi so bili straight, Fuller pa, je pa gej in rekel, to ne gre, dajmo še enkrat. In da je rekel, pač to ne bo šlo. Ja. Ampak, a sem jaz prav štekel v 3. delu, da je da je to povezan z začetkom, z unim prologom, ko ona stara umre, pa je pele gor v puščavo, pa te 2 v taksiju. A to je povezano ali ne? Ne, ni. Ampak zakaj je pol tisti napis tam Somewhere in America? Pa... Aha, ta Somewhere in America je že v knjigi, so naslovi teh razdelkov in Somewhere in America je pisal tudi v 1. delu pred vaginalnim obedom. A ja, to pa nisem povedal. Kako on ima tako, knjiga je razdeljena tako, da imaš ti to glavno zgodbo, ki so poglavja, poštevilčena, pa imaš pa 2 različnih odsekov. Eno so te nekje v Ameriki, kjer videvamo zgodbe teh drugih bogov, druga je pa Coming to America, se pravi prihod v Ameriko, kjer pa smo imeli v 1. delu smo imeli tega vikinge, s katerimi je Odin prišel, in v 2. delu smo imeli Anansija na služenski ladji, s katerim smo sicer hotel začeti, ampak dajmo mogoče zdaj lahko tega pogledamo. Se pravi, tle smo imeli zdaj 2, Somewhere in America, ki sta se oba dogajala v New Yorku, in pa oba sta bila, če gledamo tako pač Bližnji vzhod, božanstvo. V enem primeru smo imeli Anubisa, ki se tukaj predstavlja kot Mr. Jekyll, tako lepo po francosko napisano, da ni glih šakal, in pa tukaj smo imeli Salima, pa tega pol Ifrita, neko podvrsto džina, ki je z njimi. Tukaj Ifrit, da so oni so pač najmočnejši, najbolj nevarni od vseh džinov. Mi pa pač džine poznamo pravzaprav večinoma kot te, mi rečemo pač, to je ta duh iz lučke, iz lampice, ki vam pride. To so džini, pač, ki dejansko so vsi v tej svetu so pač poimenovan džin za te duhove, ki niso glih angeli. Ok, pa zdaj se mi je pa malo sestavljalo v bistvu vse skupaj, kako so te, ker to nisem čisto, ker štekam, pa tam pa piše, Coming to America je pa zmerom Quill, varianta, yes. Ti si tudi en bog, sam sem zdaj pozabil. Smo videli Ibis. Ja. Ibis je in z Jackalom, ko smo ga videli, ker je spoiler, ampak to ni major spoiler, Cimrasta. Tako da bomo verjetno oba še videli skupaj. Ta džin, na Redditu sem malo surfal po American God subredditu in so eni najdel povezavo, ko je s prvo epizodo, v bistvu, ko je bil ta diner scene, ko je Shadow prišel v diner, je džin lih šel ven. V 2. delu je bilo to. V 2. delu, sorry, ja. Ampak fora je bila, da je imel obleko, ko je nosil, kako mu ime Samir, ta. Aha, Salim. Salim, sorry. In imel džin obleko. In imel njegovo obleko, isto kravato, isto vse. Je sej, ko on je pa taksi pol vozil, ne? Ja, isto se začetno neki zamenjali. Ja. In pa bo mogoče zdaj ta crossover, da Salim, bo pa pol The Night Of, sezona 2. To je bilo vrhunsko, to sem tudi jaz pomislil, prvi svojen. To sem tudi jaz pomislil. Lepa, ja. Ampak je pa ta v bistvu ta scena tega, kako je nekoga neki peče, ali kako rečem. Ja. Ful mi je cool, prej smo gledali pač vaginalni obed,
Pa je tako, In potem v drugem delu tudi še eno montažo teh vaginalnih obedov. tako sploh unga modela, ki lebdi v vesolju z erekcijo. Hvala. Če govorimo o hrani pa seksu skupaj, se pravi, bi ta bil zaradi tega, ker je bilo vroče, pa ker sta bila dva penisa, bi lahko rekel hot dogs. Bi to bilo, Okay. se pravi, imamo vaginalno malco pa hot dogs. A to gre čez? Ne, ni, to je bedno. Dajmo ne tega tako govoriti, prosim. Pozabimo, da sem to rekel. Predelač sem šel, sorry. Ne, mi je pa všeč, da si hotel na vsak način nekako hrano odprtevati. Če je tematika. Vice ti, da si podoben Sethu Roganu malo. Ampak dobro, zdaj, ok, dej, pa bi se pa, ja, gremo na ladjo sam, no, ki jaz Jaz bi mogoče, no, zdaj, če smo več pri teh, Somewhere in America postali, bi mogoče se in pri temu in pri Anubisu ostal. No, tle se meni zdi tudi ta varianta, da mi je tako lepo, da dejansko sta bile obe tukaj nekako dosti čustvene, ne, da in tle pri temu, se pravi pri Salimu in pri Ifritu, vidiš to njuno izgubljenost, ne, v tem velem mestu. Ampak kako se vidi, da dejansko isto odtojenost, isto osamljenost čutijo tako ljudje kot bogovi. Ne. Se pravi, da ni to zdaj neka samo eni vrsti imanentna oblika počutja, to svetobolje. Čeprav ne bi rekel, da je svetobolje, ne, temu, pač ta osamljenost in iskanje sebe v tem vrvežu, ne, tukaj je bilo pokazano, kako on tam čaka, ne, noben se ne zmeni za njega, ker se zdi, da je tudi mogoče pa nekako taka lahko to analogija z bogovi, ne, z temi starimi, za katere se ne zmeni nihče, ne, in so dejansko samo čakalnici in čakajo, da zdaj pa bo mogoče eden, ne, pogledal in pa ni. Pa ni, ja. Pa ful mi je dobra ta, da če bi, kad ta džin reče, da kao, če bi lahko uresničeval želja, da bi vozil taksi, ta se mi zdi bila ful dobra. Ta je res tak subtle joke je bil, no, pa me je v bistvu ful všeč, no. Ja. Meni je bil dober joke s šitom, v bistvu jim prodajaš šit. Ja. No, pa še bolj primerno. veš, da se je eden zančo sral na zadnji zic, ne pa Ja. še kako začne les dol zica, tako Ja. ne ve, kam bi se dal, ja, ti si tudi dosti evsko, pač. To je bilo dosti smešno. Meni je bil ta cel del lih, tako je bil cool, ker ja, ta zadeva se je čutila, ampak tudi že v prejšnjem prizoru, se pravi z Anubisom pa z Uno gospo, je bilo isto, ta isti feeling, ne, ta ista neka tematika odtujenosti, pa da sicer so dosegali več, kot so mislili, kot so njihove babice ali kaj, ampak da še zmer niso nič, ne. V Ameriki nekje. Jaz imam feeling, da je, mislim, itak feeling, neka taka malo tudi kritika Amerike se skriva noter. Ne, res. Kva? Ja, mogoče, ne vem, če sta Wow, opazili. to je pa, se to mi mogo zdelo, nekam mogoče napisati, ker mislim, da še čas, da Ben je omenil. Pa veliko govorimo o nekih vaginah pa penisih, noben pa ne omenja nekih podtonov, nekih resnih podtonov, ki jih Veš se kaj, skrivajo. bomo poklicali nekoga na sobotno prilogo, da ti da en članek, no. Jaz mislim, da... Harbo bomo rekli, mogoče. Harbo, ja, da Ne, to ampak pač, kukor bi lahko, a veš, ko greš delati eno kritiko družbe, to hitro lahko rata cheesy pa brez veze, pa si tako, ma ja, se vsi vemo te zadeve, a veš. Samo tukaj se mi pozdi, da tako na en tak zanimiv način priseljencev prikazujejo ene stvari, ki ni tok cheesy, no, skozi nek človeški pogled, glede na to, da so bogovi pa vse to, ampak zelo človeško, ne. Ja, mene Meni je cool. je edin, kar mi tako pač na prvo žogo pri temu, ne, da pač mi je edin tako dosti tako arogantno, da Amerika še bogove zjebe. Veš, v smislu, pač oni prihajajo, ne, a veš, in je pač, ker je to na Ameriko vezan, mi je res tako mi izpade malo, ne, kao da, da veš, tudi če si bog prideš, še zmeraj v New Yorku ti ni lahko. Tako, ne vem. Dejansko je to tudi v knjigi, no, pol nekako ta tematika, ki gre nek motiv, je pač, da je America is a bad place for gods, ne, da nekako se ne morajo usidrati na tej zemlji. Razen za Jezusa. Tudi Jezus, ne vem koliko. Ne, ampak, a veš, po drugi strani, pa ravno tle, a veš, v tem prizoru imaš pa to, da dejansko, čeprav sta odtujena v Ameriki, ne, jih pa nekako pa lahko pravzaprav tukaj brez strahu počneta to, česar doma ne bi mogla. Ne, kar se tiče homoseksualnosti. Ja, čeprav tudi tle... Ja, ok, fair enough. Ja, Je okay. neko nelagodje, ampak a veš, je pa da ima pa to neko svobodo, ne, kjer ni bilo treba nekega skrivanja.
Je pa jasno, ne, da je nelagodje, vse skupaj še zmeri, ne. Malo spremlja. In tle mogoče kjer bi en stavek, ki mi je bil zelo dober v temu noter, ne, ko se pogovarjata o tistem mestu, ne, in prav ti si pač si bil za uno arheološko odpravo, ne, ki ga je odkrila. Preko, je nekaj tazga, ne. Kar pomeni, da je pač očitno od propada mesta, on bil tam nek pod ruševinam, ne, in pa so oni prišli raziskovalci, z njimi spizdil ven in prišel do New Yorka. Ja, kakšen kipec maybe, ja? Kao Odinov kip so izrezali tam, ne, se pravi, so verjetno kakšen so arheologi prišli, vzeli nekaj, prinesli v Ameriko in s tem prinesli džina, ne. Verjetno na tak način. To je kar zanimivo. Sam, kaj si ti hotel? Že, sorry. Ne, jaz sam hotel sem reči, da je tako, pač, po eni strani mi je, ne vem, če me moti to, no, sam je tako, veš, te pač ognjene oči, ne, ki jih pač skriva za očali, ne, sončnimi, mi je malo tako, kaj, to glih ta je to po nesreči videl, ker je spal, ali kaj, veš, tako, ne vem, nekaj mi je ta skrivanje pri tem, če mu modelu pač oči gorijo, ne, se mi zdi malo tako za lase privlečen, ker se mi zdi, da vsi ostali, ne, veš, Swearingen samo okoli hodil, v limuzini, ne, una vaginalni obed modelka pač hod okoli kot normalen človek, ne, pa imaš pa te ene modele, ki jim pa oči gorijo. In on zdaj kao taksi voz in tega še v life ni noben porajto. No. Sam to sem hotel reči, tako, se mi zdi, da vsi ostali so malo bolj inkognito narejeni, kakor te, no. No, mogoče mu pa oči gorijo sam, ker je vzburjen, veš. Ne moraš Ja, to je nekaj, pač, ne, kar moraš vzeti kao znotraj neke kontinuitete tega sveta. Ne, ampak je res, veš, tukaj omenjate, ne, da oni so da so ognjena bitja, te džini. Ne, se pravi, da imajo ta ogenj v sebi. Ne. In kako pa ta prizor, ne, ki se pa dogaja tam, ki odnese tisto puščavo, ne, kjer je tisto orgazem ali karkoli se zgodi, te ognjeni. Tam je pismo po svoje, so tisti figuri sta tako malo bolj narejeni, malo bolj Herkul Ksena varianta. Ampak mi niste zmotili. Ampak jaz mislim, da je za nalašč tako. Ja, se to ste mi padli v estetiko skupno. Ja, jaz sem 100%, da je bilo to tako mišljeno, da zgleda tam malo, da ste iz Onyxa narejena tam, pač, da je tako, da je vse malo v bistvu preveč kiča, zaradi tega, da izpade pač tako nebeško, ne, ali whatever. Ampak ja, jaz sem to čisto tako dojel, da je, ker je načeloma CGI klek dokaj epski, no, do zdaj bil, mislim, ni bilo res nič narobe, ne, se jim vidi, da pri Starzu so delali tudi tega Spartakusa pa tisne, imam občutek, da so se mogli kaj naučiti, no, te produkcijske hiše, ker res dosti proper zgleda vse skupino. Tako da jaz mislim, da je bilo to čisto za nalašč tako narejeno, ne. Ne, zdaj to nedvomno, da je bila neka ta estetska publikovalska odločitev, da ni bilo zdaj tako, da se eno vajenco dal tam zanariti, ne rabimo tle, da še to. Malo sta zgledala kak kipa, ne. Ja, to je bilo, se ne je bilo to sporočilo. Message! To je to, zdaj ima stare te na prvo in pol žogo. Ne, kaj enkrat na 2 meseca me pokličete za te glave, lahko se furamo nazaj, muhta, prosim. Sašo, enkrat na 2 meseca, až kaj bi Savič dal za to? Svoj Twitter account? Zdaj lahko, če je to ok, v glavnem. Ok, dajmo ladjo za na konc prešparati po tej logiki. Dajmo ladjo za konc prešparati, tega Nubisa smo tudi, tle je bil super ta prehod, ne, ko se vzpenjata po teh požarnih stopnicah in skozi višji in gor, ne, it's not Queens. Ja. In dejansko... Mene je malo spomnil na We're not in Kansas anymore. Je bilo malo je bilo tako. Mečkan. Sej, dej, sobotna. V glavnem, ja, ne, se strinjam. Ja, kje je to We're not in Kansas? To je z tega filma, kva je Twister, a ne? Ja, iz Twisterja. Mi je pa noro, tako prej, smo rekli, sem tako, kar se še estetike tiče, a ne? Mi je pa noro, kako so vsi, jaz ne vem, s kakimi lečami je to sneman, ne? Ampak, če je ta stvar slučajno na voljo v 4K, ne? To bi pa gledal v 4K. Glik zaradi tega slow motion, to sem se glik zaradi tega spomnil, kaj te dva plezata gora, ne, po
mislim, plezata po štenkah, ne, in pol prijeta gor na puščavo, ne. Se mi zdi, da je tako res, jaz ne vem, ta estetika, ne vem, kako je to posneto, ampak so neki taki close-upi, tudi od njegove face, pa ona tam, ki pa s temi vrati stoji, pa tudi Shadowa so že parkrat tako snemali, tam, ki je spal, ne. So res ne vem, se mi zdi tako, kada hočejo, veš, kot ta prvič, ki si videl HD posnetke, no, meni tako zgleda. A veš, in tako ful me zanima, kako zadeva zgleda v 4K, no. Sploh, če mi je ratal, to je zdaj malo nerdy, no, ampak tako res mi je lepo je vse, pa bi v bistvu mogli biti malo preveč kičast, pa nekako vse jim funkcionira, no. Až ko ona tam gor prijeta, pa glih ta, ne, this is not queens, ne, ki je vse tako, pa da sta lepa, pa da sta napudrana, pa vse je bliz posnet, ampak v bistvu čisto ok izpade. Pač ne vem, no, moram reči, da meni je estetika zmerno bolj všeč, ne. Tudi super je bil narejen ta z tehtanjem srca, ne, ta prizor se mi zdi, da je bilo zelo fino in spet, a veš, tako resno, ampak tisti malo humorja, ne, vmes, jaz to rabam. Ja. Pa še to mi je bilo ful smešen, ki je dal pero na tehtanco, ne, ki ga ni odpihnil. Veš, come on, tole bi mogli odpihniti. Lej, če lahko pero pretehta srce, veš, mislim, da to, da ga veter odpihne, če te mod, da ga ni odpihnil, jaz predlagam, da narediš časovni stroj, odpluješ v stari Egipt, ali pa greš mogoče izkopati kakšno mumijo, ne, mislim, da imajo v ljubljanskem prirodoslovnem imajo eno, ki mislim, imel unga skje bil model tam iz Ajdovščina, ki je nekaj ful Egipt raziskoval, in pač razloži ti uni mumiji, ne, reči, da je povej svojem, kako to, ne, da je potem skret papir telefonu ali karkoli imajo, v katerega se oviti, razložim pač, da je to pero, to je pa krepne, to pa nekaj osnov fizike niso poznali. A veš, briga nas to, če so imeli človeška telesa, živalske glave, ampak fucking, da pa veter ne odnese enega peresa, ki je sicer sposobno pretehtati srce, to pa ni za nikamor, ne, to pa fucking tle pa, zaslužili ste si, da vam pokradijo pizderije ven iz piramid. Ampak pero ne ve, da je težko, dokler ni srce na drugi strani tehnice, ne? A ni tako? Ne? Pero, dokler... Prav, če ni srca, ne? Če ni srca, je pero, ne? A je pero, ali je samo metulki sanja, da je pero? Ej, Anže, zakaj pa, a ni ta monolog tudi od pižami lihkar bil isto za eno sobotno prilogo, ali pa dve? Ali to je res. Jaz sem rekel, da zaenkrat imam najbolj deep asociacije, jaz ne, a veš. Ker človek, ki lahko reče, pero je pero, dokler ni pride srce, ne, to je že skoraj poezija, no, moram reči. To je zelo filozofsko, meni je všeč. Ja, to je to nekje v tistem skladu, če drevo pade, pa ga noben ne sliša, veš, ali pa to gre, ja. Ne, ona tega, ni ona. Ne, vsak je sam, ko ostane sam. Kaj sem edin hodil vprašati, vi, ki sta bukla brala, ne? A te ta hudi lajni, ki so noter, ne? Tako, ne vem, ta je zdaj klek, smo pretektanci, ko ona reče, nekaj začne razlagati, kaj vse, da enkrat je nekaj ukradla, pa to, ne, pa I tried my best, ne, pa ona reče, your best was enough, ne. Te neki, a to je tako dosti iz knjige potegnjeni, kakšne te stvari, ali je kle pač za TV bilo na nov napisan? Jaz tega prizora ne spomnim. Ja. Sam jaz imel ne 5-6 let nazaj, bro. Ja, še se ful slabo spomnim. Recimo tole, zdaj jaz sem gledal ta Salimov del in je čist, pač dialogi so vzeti. Aha, ok. Ne, cool. Ven iz njega, od tega do ne izpolnjujem želja, reče Salim in okuša besede, kako se oblikuje v njegovih ustih. Ne, in, ok. Tako da, je tudi ta dialog recimo med Shadowom pa med McShaneom, se pravi med Wesleyem je zelo potegne tudi jasno, da da Fuller pa drugi, da dajo svoje zraven. Je pa tle dodatno to, ne, da pač mi smo ti tle, kar se tiče sicer te glavne zgodbe, spremljaš vse nekako iz te Shadowove perspektive, ne, tako da v knjigi nimaš tega momenta, kako smo ga imeli pa tle na koncu, ne, da Matt Sweeney uleti in koplje po grobu, ne, recimo, ker je bil ta super kontrapunkt pol. Aha, ja, štekam. Hello, papi. Ja, hello. Pa ta papi, kako ona to reče, on je v originalu to papi, ne, ko PPY, ne, jaz mislim, da sem kuži.
da sem prevajal. Pa ona pa tako reče, pa čist latino. Papi, ese. papi. Ese. Prav ta Modern Family style. Do you have a parrot? Jay, papi. Jaz se iz knjige ful spomnim tega prizora, oziroma teh interakcij s temi 3 sestrami, ki jih je imel še. To je bilo dost po knjigi. Mi grede, ta element hoje gor ob stavbi, ne, ki je bil za Nubisom in potem po je Shadow zlezel gor Zoraja nočnaja, ali kako je? Polonočnaja, ja. Je bilo zmer, eno za drugim je bilo pa ful je bila neka lepa simbolika. Dan pa, Chaos is a ladder. Yeah. Vse poti vodijo do Game of Thrones. Ja, ampak kaj je bil ta, meni je tako priznam pri temu prizoru, dokler se pa ni ne zavintla v to, da so sanje, ne, tle gor na streh, je res taka zvezdica za spanka muzika. Prvno, zdaj bomo tle iz 70-ih enega modela potegnili na enemu sintu, ki je mogel sam našraubati tiste 3 sounde, ki jih ima in bomo dali ne naredi neko muziko v povezavi z vesoljem. Meni je bilo všeč. Ja, ne, se je, ampak meni bi tako najprej, pa sem se navadil, veš, kaj je tako vse, ki vidiš, kako je čist pravlično in nekako zasajeno, malo da ne ni z vazelina mleča, da je premazana za ta motni efekt, ampak tako je res, ne vem, prav to zvezdica za spanka, tisto novo verzijo iz 80-ih, sem se spomnil, ista muzika. O moj bog, vem za Amazon Prime. Glika sem dojel. Škaj fora, zato, ker je fuller, ne, je ta nov trailer za Star Trek Discovery je prišel. To sem danes gledal in je res ful podobna estetika, zato me je zmedel. Kako sem vesel, sem tako vesel zdaj, da sem dojel, stari, res presežem, ne, ker je isto fuller in je res. Damo 2 minute temu trailerju, ti je bil všeč? Zdaj sem ga že neparkrat pogledal in zmerom bolj mi je všeč v bistvu, no, zmerom bolj. Kaj pa Klingoni? Zelo slabo. Zelo slabo. Ja. Čeprav jaz sem človek, ki gleda do original series doskrat, ne, in vsi vemo, kakšni so bili Klingoni tam, no, tako da se... Tisti je bila bolezen. Mislim, da se to establira. Ja, no, tako da, ne, jaz sem kar, ampak ker je fuller in estetika in pa sem videl tisti logo in danes sem, mislim, da 3 ali 4 ta trailer pogledal in zato ga imam toliko v glavi, tako da sem, toliko vesel sem, da ni, ker mi je toliko čudno, zakaj bi rekel, da je to pravim, ker vem, da je Stars, ker vem. Jaz se fuller prečujem za to, da pejmo naprej, ampak toliko sem vesel, da sem to dojel. Mislim, da jaz sem tudi vesel zate, ker si to človek, nočem, da ti težijo stvari. Celotna nota prizor, zdaj očitno hodimo v rikvrc, ne? Mislim, da gremo nazaj. Čisto zmedeni. Pa se je taka antologijska serija, da res je skoraj vse kakšen zaporednik. Ampak mogoče vsaj to Shadow pa Wednesday, da bi lahko to čisto nezorganizirani. Dajmo se vrniti na začetek, pa bomo pošli. Se pravi... A sem to jaz skriv? A ste ponovno organizirani? Razen, ker sem jaz. To si ti ta mladi navihani mladenič iz... Zvirčal križe, kaj že ti? Zvrče. Zveri pozabam, kjera je ta leva, kjera je ta desna. Tam. Cesta za Tržič. Tako je, ko Setha Rogna povabiš, ne? Ja. Ne znam. V glavnem, v drugem delu srečamo Shadowa, ko leti čist pretepen do Wednesdaya in nekako ne vemo točno, kdo ga je rešil. Nazadnje smo sami videli, kako so oni Clockwork Orange modelčki se razleteli kot krvni balončki, ali kako se temu reče, milni mehurčki napolnjeni z RH-. In se mu malo pritošne, da ni pričakoval, da so take nevarnosti in mu nam ponudi višjo plačo, ne mu podvoji. Obenem ga pa še vidimo njega, kako je on še vedno virilen in poskočen, tam, ki je imel eno dekle sabo v sobi hotelski, oziroma motelski. Bolj moteli so to, sem jih hotel reči, da sta zmerom enih. Tako, amben ne spi na ničemer lepem v tej seriji. Razen vaginalni obed modelka, ona je bolj fancy hoteli. Ona je, ne vem, 4 Point Sheraton ali nekaj tazga, ker te so vsi Motel 8 pa
Ampak je, to smo hotel že reči, pa ta line je noter. Mislim, da to je kaj v drugem delu, nekaj reče, da veliko več se bo zahtevalo od človeka, kot to, da se mu malo zmeša. Ja, to je super. Ja, to so res te line, ki ne vem, pač, ko se sklepam, da je to tudi gamer, no, ampak zaradi tega se meni splača še najbolj ta šov gledati, no, ker na vsake dokcajta je res kakšen tak line, ki si sam tako, okay, je zmenen. Mislim, da je, jaz se s tem itak strinjam, hudo je napisan, ampak Pižama mislim, da si namigoval na to zaščito sceno, ne? Si šel v to smer. Na sonce pa luno. Yep. Ja. Da ga je sonce zaščitil, ne Odin takrat. Oziroma Wednesday, ali kako je. A sem spoilal. Bomo videli, ne, kaj bo s tem. Potem pa gresta ona dva v shopping in spozna še eno od novih bogin. Shadow, in sicer Medijo, ki jo igra Gillian Anderson. Ja, to je bilo kar tako lep presenečenje. To je bilo full dobro. Ja. Tisti prizor je bil nor. Meni je bilo to, cela scena je bila fantastična. Ona kot I Love Lucy, oziroma Lucille Ball, ja. Še ena povezava s Star Trekom, drugače. Ker so bili original series je bil sneman na Desilu setih. To je ta studio, ki sta ga ustanovila Lucille Ball in Desi Arnaz, ta njen mož, Kubanc. Ta Desilu in zato pač tam so ful take westerne čip snemali, ne, pa Star Trek in zato na vseh teh serijah viš iste kamne in iste grmovje in vse isto, ki je vse izpene naredeno. No, sam to povem, so pravičeno. Ampak ja, fajn scena. A je vajat le kaj kontinuiteta zmotla? Zakaj? Shadow izklop kabel, pa se pa nazaj prežgejo. Pa se pa ona pokaže, pa to je vse v redu, ne, pa ko zgine, je pa nazaj program, normalen. Ne? Ja, to je mene zmotil. Ja, ker če ni HDMI, ima šans. Ja, ker nič ne veš o tehnologiji, očitno. Ampak ja. Brez kabla, ne, a veš, kabel je samo kabel. Zaslon je samo zaslon, dokler ni v igri kabel. Ej, a mi delamo še kar glave, smo šli zdaj na upgrade. Kjer podcast se dogaja zdaj? Kaj delamo? Malo cross-promotiona, fantje. Gledajte, oziroma poslušajte upgrade. Štekam, kako kabli delujejo. Jesus. Ja, ampak moram reči, da mene je tudi to zmotil. Res redno zajvajan sem, zakaj je zdaj nazaj program? Bo bi mogel, recimo, saj en TV bi mogel črn ostati, recimo. Ne? Če so bogovi, oni lahko nazaj, mislim, če lahko ne vem, naredijo milijon. Pa te bom pa jaz nekaj vprašal, nekaj te bom vprašal, Sašo, če so bogovi, kdaj bodo padli na glavo? Te filmi, to sta dva filma, ne? Dejansko mislim, da sta dva filma, ne? Ja, to je res najbolj, to je kleho, če hočeš kritiko na prvo žogo, ko Coca-Cola flaša pade od Afriko, come on, man. To je pa, ni važno, glavno gremo naprej. Čak še 5 let, Saša, tu se je to posvetilo. Prosim, no. Pocen, mislim, te filmi so bili pocen narejeni, ko so imeli pocen delovno silo. Gremo naprej. Ne, široko mor. Ampak, prosim, da je to je čisto grozno. Neke neumnosti. Ne mora mene glupe fore pokati, zaradi tega, ker se neki nami spravljata. Fuck. In potem to počneš s poceni rip-offi mojih for, hvala. Kaj, ona je boginja? Kaj se to reče? Pač ona je boginja, se pravi, v prvem delu smo imeli kaj, bog interneta, ali kaj je bil tist, ne? Ona je pa boginja TV-ja. Mislim, da boginja TV-ja lahko nazaj vklop fucking kabel. Ok, fair enough. Je pa, mene zanima, koliko bojo zdaj to spremenili, ona je pač medija, ne? In zdaj fucking mediji so se vse bolj preselili na internet, ne? Konc koncev, če tako gledaš, leta 2000 je bil glavni medij televizija, a zdaj je še. In me zanima, če bojo dal pač, če bojo kaj posodobili še dodatno, ne? Tako so tega mulca naredili, ne? Tega The Technological Boya. Mulca so ful posodobili, ne? Oni kar je digital VR. Ja, sej, so šli v korak s časom. Pač, da ji bojo dali še kakšno dodatno vlogo, se pravi, tle nekaj se pojavlja samo v televizijskih teh nekih vlogah, ne, če se bo mogoče tudi še ona sama na internet preselila. Sam pač tako neko. Ja, samo temu, veš, da po svoje, ne, sej,
Kot sem jaz razumel, okay, po eni strani TV, ampak po drugi strani sej pač imaš pa Netflix, pa Amazon Prime, pa HBO. Kaj hočem reči, mislim, ni zdaj TV kot tak, sej pač so pa streamingi, sej to nima več tako. Jaz sem to bolj tako razumel, da se mi zdi čist dost močna zadeva, glede na to, koliko ljudje to zdaj tudi gledajo. Pač ljudje pač gledajo serije. Ja, ne vem, to se moraš ti zdaj zmeniti z Almodovarjem. Ja, sem videl, ja. Okay. Ampak, ja, hočem samo tako reči, meni se pa ne zdi pa še tako ful, v bistvu mi je všeč, da se pojavi kot Lucy, kot res sploh v Ameriki, ki je, ne vem, če obstaja bolj znan lik na TV-ju, od začetka TV-ja, recimo. Hkrati pa je se prikazala kot lik iz 50-ih, mogoče to že kaže malo to neko zastarelost tudi TV-ja. Ok, fair enough, to je res ikona tam, to je tako, ne vem sploh, kaj bi pri nas rekel, ampak veš, če pomisliš na TV v Ameriki, po moje Lucille Ball je kar po moje na prvo mesto, ona je tam, koliko je 10-15 let je tam kraljevala, mislim, to ni, že hočem reči, kako je to zasidrano v ameriško kulturo, jaz sem stavil, da tudi tam mali vejo približno, kdo je Lucille Ball, ker se temu ne da izogniti, tudi če nisi videl enega dela, I Love Lucy, bližno veš, da je Lucille Ball, ker je pač toliko pop kulturi. Ja, ok. Ja. A pa ali si že pridejo do sester? Ali še kaj? Ja, pridejo, do sester in do tega, pač, ki so familija, do Črnoboga in pa do zorje jutranjaje in pa zorje večernaje. Ja. To je taka lepa slovanska imena, ki so v knjigi napisana lepo po ameriško, oziroma po angliško, in tle so drugače od mene, sem pa mislim, da tega nismo znali z Igorjem debatirali, da sem mi tako, enkrat sem vprašal, zakaj sem pustil to britansko transkripcijo imen, če so pač bi jih lahko po slovansko napisal. Sem rekel, glih, zaradi tega, da dobimo ta občutek odtujenosti, da ko so oni prišli v Ameriko, pač še imen njihovih ne znajo normalno zapisati, Okay. Še sami imajo kdaj težave, ki jih izgovarjajo. Pa že spet je stanovanje najslabše stanovanje. Ja, stanovanje je, ti je bilo znano, Kaj, če mi je bilo znano? Je tako, isti v času in taki manjši varianti tega živu. Ja, v bistvu je. Sam je tako, tapete so iz 70-ih ostale not. Ja, milo rečeno, 70 si mogoče preveč rekel, ampak mi je povšeč te non-stop aluzije, da v In the Old Country you were revered, pa da so bile, da pol kva se ti zgodi, ko v Ameriko priješ. Klej je že spet ta scena, ki mi je res, v bistvu mi je dosti všečno, da pač tudi za bogove Amerika tumači. Ampak ja, pa ne samo Amerika tumači, oni dejansko nimajo nekih več častilcev, ali se skozi pravijo, pač, da potrebujejo, pač hočejo, se je videl Bilkis, prav, kao, dej, časti me, in kako se potem po tej krvni oziroma telesni žrtvi pomladi. In pač to tako, recimo, če si gledal tam prvi Coming to America z Vikingi, kjer oni sami sebe kolajo in se jim pač dobi Bog moč potem, da lahko ukrepa. Se pravi, da oni so zdaj pač tudi v taki fazi, ker nihče več nimajo nikogar, ki bi verjel vanje. Se pravi, ni samo Amerika kriva, ampak tudi dejansko ljudje, ki so jih zapustili. Ok. No, to daleč jaz nisem prišel. Ampak ja, it makes sense. Se je podobno, pač, kot je tudi recimo imel Pratchett v Small Gods, kjer pač je Bog močan toliko, kot je vera vanga, in potem imaš tega, The Great God Om, ki je božanstvo in največje monoteistične religije na planetu, ampak pač, ker ljudi verjamejo samo še v to neko institucijo, pa to je on mejhna, se manifestira samo še kot ena mejhna želvica, ki tudi enem komenom mini strelo lahko pričara tam, da enega v nos malo smudi. No, pa treba je pa valjda omeniti Petra, ki že spet pohara vse scene, kjer se pojavi. Koliko je ta človek star? Mi vemo, koliko je star. To bi še skoraj googlati, ker se mi zdi, jaz se njega tako najbolj spomnim v Big Lebowskemu, pa že tam mi ni izgledal neki mlad, pravic povedan. On je 1953 se je rodil. Pa dobro, to je ok, mislim.
Ja. Mislim, on je kar izstopal vsakmu. Jaz se ga najbolj spomnim iz Prison Breaka. Takrat sem ga najbolj... To mi je bil res tudi kar dober lik. Pa hud je, mislim, ukrade vsak prizor, kaj je noter. On zgleda tak method actor, ampak tak na cool method actor. Pri njemu se zdi ta feeling, da bi bil že skoraj overacting, ampak ni. Če veste, kaj hoče povedati. Tako se zdi, kao že, je tole že malo pretirano bilo, ampak ne. Pa še liko. Štekam, da je pač tako, lahko bi bil eden od teh ljudi, ki so gledališki igralci, pa igrajo v filmih, pa se preveč trudijo. Pač lahko bi tako izpadli, pa dejansko ne. To se več strinjam, v bistvu. Je pa hud s tem, kako se reče, tako je, pneumatičnim. To se zmeraj spomnim na tisti dokumentarc, kaj je že vsakdanji kruh od unga Nemca. To sta gledala kdaj? Ne. Kaj kaže, kako se v Evropi prideluje hrana. In pač brez naracije dokumentarc, ne? In sam kaže pač procese, kako hrana pride pač v supermarkete, ne? In prva tam neki koljejo piščance in pa vidiš piščance, ki jih hranijo in pa vidiš, ne vem, hidropon vidiš in vidiš ribe, kako jih avtomati režejo in pucajo, ne. Ta zadnja scena, to ne vem, če sem to že razlagal, ampak ta zadnja scena je najbolj brutalna, se pravičujem, pač če je kdo, ne vem, ima rad živali in je vegetarijanec, ampak pač tako je življenje. Je pa en model, ki zgleda tako zdolgočasen, to nam do konca live pozabil, tako zdolgočasen model, prvo ne veš, sam stoji. In ga vidiš, in tako stoji, nič ne počne, pa se pa odprejo tako ogromen valje in se odprejo vrata in tako kravi na glava, če se pogleda. In on model res, kada štempla, razumeš, v upravni enoti, spodnja Kongota, veš, enkrat na 4 leta, ki mora nekaj poštempljati, tako se obnaša in pride una kravja glava in vzame tako, se reče pneumatični, ne. Vzame in cup naredi in kraska pade, una mašina jo obrne, odpele in on že spet vas dolgočasen, dokler naslednja kravca glava čez na nas. In vsakič, ko vidim to urodje, ne, pa kle tudi vidiš, kako eno tele umre, ne, se na ti spomnim. No. In je res tak disper in mi je bilo prav všeč, pač Stormer to tako razlaga, jaz sem kledivo, jaz sem včasih s kledivo, mi je bilo treba znati, to si udaril, je bilo treba v enem udarcu, da umre. Zdaj pa kaže rekli, da lahko opica. To dela. To je bila ful dobra primerjava tega nekega detka ali pa fotra, ki ti razlaga, včasih je bilo ful boljše vse to. Mi smo to, vi sploh ne razumete, mi smo od Zunska kampusa, to je bilo ful dobro. Ti tudi lahko eno sobotno prilogo, veš, da pišeš v svoj. Ne, sem foral temu, da jaz se res, ki je to rekel, se jaz prav spomnim na unga modela iz tistega dokumentarca, ki je res tako, mislim, lahko bi karkoli drugega počel v življenju, veš, ker res ni nobenega skila, pa tako vidiš, da mu je dolg cajt, veš, na šihtu. Ampak sorry, to sem... Ne, celo dobro, redno, sorry, nisem tako. Pa seveda, poleg njega tudi, Cloris Leachman meni je dobra spet, kako dobaciva une takrat, ki mu Wednesday od unga, pa kako razlaga, pač kako se itak okolni, da itak za nič, kar ne zna kuhati, pa ne da se mi učiti. Tako, samo umevno, da je pa... če so jo pa stregli, ne, če so jo pa stregli in častili in In česali in vse. Se živo, Potem imamo to partijo dame. 2 partiji dame. Ni bil glih tablič, ne, ampak je bila dama. Tablič, najboljša igra. V glavnem, nimam pojma, kaj je to, sam vem, da si čist ekstatičen. Stare, ti veš, kaj je tablič? Ne, pojma nimam. To je najboljša igra s kartami v zgodovini človeštva. Res, to se moram naučiti. Naslednjič, ko se vidimo, smo naučili tablič igrati. To je za udvoje, ne vem, če je kaj božga, no. Po pravic povedan. To se je narobe slišati. Sploh, ko bomo trije, V glavnem, kaj igrata v bistvu? Checkers, dama. Dama. In v prvo on lepo sesuje, ne, on je le černobok, ne, čeprav tudi ta, ko sem pri tem černobok, ko ne pač pravzame, ko sem črn, ko sem temen, so takoj mislil, ta je slab, ne, moj brat ta bel je pa dober in pa sem se začel tako obnašati.
Kaj pa zdaj sta pa stara leta, sva pa oba siva, pa ne vejo več, kdo je kdo. Ja. Telefon. Ja. Ne, pa, se pravi, pa še on to pove. Ne? Se mi zdi, da je tako, ko je pač Swearingen, ko leti. Ja. Se mi zdi, da so nerealno dobre igralce popirajo za enkrat. To je vloga, ne, to je vloga, ki jo ne bi mogli odigrati v slovenskem teatru. Zakaj? Ja, zdaj, ko se ne sme kaditi. To pa meni se zdi, tip je res pokadal eno celo nivo tobaka, eno celo plantažo. Ja. Pa to te original drava delavske, brez filtra. Sam je pač že spet najprej to, da je povezan z začetkom, ne? Ampak ja, te slow-motioni tobaka, kar dajo žmoht vsem prizorom pol, ne? Tako se mi zdi, da ta tobak name bolj vplival, kot krvaveče kladivo, ne? Tam, ki ga še po pravic povem. No. Se mi zdi, da ta tobak da ta prava, veš, ruski ali ta slovanski film, kaj še en ta strflet tobak, vse to. Ona umazana spodna majica. Ja. Sam še Adidasko bi rabil, pa počepen bi mogel. Grunten, kaj je bilo, ko smo gledali, v kjermu filmu nadaljevanki, mislim, smo se v glavah pogovarjali, kako je nek tip, da je res tako kadil, da so te pljuča zabolela, pa je bilo... Matthew McConaughey, ne, v Pravem detektivu. Ja. Te najdu enega, ki mu je kos. Ki mu parira, ja. To je tisto, ki tok cajta vleče unčik, da nič ne otresa več, to je najbolj. To je ta folk, takrat veš, da so ljudje obupali malo. To je bil super eno teh slow motionov, ko pokažeš, kot cigareta, sam na pol mu zgori, kot spot ostane, še majhen papir, pa ta dolg pepel, preden se razsuje. Ja. Dejansko so tako naredili, kaj je ne estetsko. Ne. Pač posnetkov iz te nadaljevanke definitivno ne bojo dali na škatlice. Na škatlice, mogoče bo to odgovor na škatlice. Pač. Kaj je bila pa ta od zgori, ki gleda, to sem nekako razumel, ona po noč, in skrbi pa za nekaj, kar je zaprto v velikem vozu, ker če tisto... Kaj? Medved. Kva? Ne, Ursula Major. Pač veliki medved, pač to, kar... Pravimo mi veliki voz, ne, pač tam je, ta se nema, Ursula Major, to je zvezda ali zvezdje? Čakaj, sama še enkrat. Veliki voz je medved ali veliki medved je v velikem vozu? Kako od tega ti kul? Gledam. Ne, ampak to me res zanima, ker jaz to prvič slišam. Veliki medved je o zvezdje? Evo, to je to. Zdaj to ljudje, ki poslušajo glave, obupujejo. Že tolčejo se z glavo. Te kreteni, ki ne poznajo osnov astronomije, se zdaj tlele neki pogovarjajo in mi smo njih poslušali zdaj 100 oddaj in zdaj zvemo, da je edin, kar obladejo od zvezd je to, kjer zvezdno znamenje so. Ja, tehtanca, by the way. Ja. Lev. Yeah. The constellation Ursa Major contains the group of stars commonly called the Big Dipper. Aha, pol to je, ne? Se pravi. Ja, konstelacija je, medved. Okay. Čak se ga gledam, in pa mislim, da je voz je pač rep. Ali je to, ne vem, to ne se drugi, jaz priznam, da si obupal. Jaz sem v zvezi sem nazadnje, par let nazaj gledal, ko sem se malo pripravljal, da bi pač hotel sem nek bit narediti. O tem pač, kako izgledajo, ker stvari izgledajo take, kot so ta astrološka znamenja, samo zato pač, ker določeni ljudje prej niso poznali novih stvari, teh, kar imamo zdaj. Da fakt je pač, mislim, da je bil lev, čemur so rekli pred 2000 leti, lev je lev samo zato, ker fakt ljudje niso vedeli, kako izgleda peglazan. Ok, fair enough. Ta ideja je dobra. Ja, to je v redu. In takrat sem nazadnje mal ta zvezdje. Jaz vem, da je Orion, da bo čez 1000 let še sijal, ali čez milijon, ne vem koliko. Čez 1000 let, ko naju več ne bo. Sašo, sorry, tebe ne omenja ta pesem. Wow. A smo prišli mi do ladje? Mi smo prišli zdaj, ta zorja polunočna, to lahko še razložil. Pač ona je sicer... Mimo te obe zorje, se pravi jutranja pa večerna zarja, oziroma zorica, sta v ruski mitologiji oziroma v slovanski, medtem ko je ta polunočna, se pravi polnočnica, je pa Gaimanova invencija. Ona pač po noč pride
in kar tudi ime njeno pove, in potem tam čuva, ne, in sname luno z neba. Ja, ti si dober trik. Ti si ful dobro. Pa posod so kovanci v igri. Ja. Ja. Ja, ne vem. Tako da, ja, rob banke moramo pa še to, no, mogoče prevaro, taka simpel prevarca. Klej mi šlo malo na Ampak je jetra, da od ljudi funkcionirala. krade, da ne krade banki. Ne, krade, folk nosi tja stvari od firm. To je ta depozit, kjer oni odlagajo, to je, A pa kjer ti zdi, da- odlagaš dnevni zaslužek, ja. Je se, okay, ampak pa, a je to zavarovano ali ne? Dvomim, ne, če on tam podpisuje, ker banka ne ve, da je to sprejela. Sam povem. No. Ja, samo oni bojo prišli, a veš, z unimi Čakaj. listki. Sprav, nas zdaj matra v eni stvari, ki se je nekdo zmislil, da so matrajo ljudje, ki so najebali. Okay. Ja, ne, samo tako, da bi pač Wednesday, a veš, da razumem, da bi banki kradel, a ne, tako pa kradejo v bistvu malim podjetnikom. Ne, tako da Prosti bogovi se ne podrejajo tvoji morali. Okay. To je, Lesson 1. Ja. ne, okay, razumem, kaj ti Jaz gledam tle po knjigi, če kaj. A če omenja, Piše. če je SP je zjevo, ali što? Ja. Ali so bili vsaj DO, ker če se Ja. DO lažje kupaš. Pač to je. Ne, sej le, ja. Kaj mu še prav, ne? Prav, če bi hotel zaslužiti res masne denarce, moraš to storiti okoli pol 5 ure v soboto zjutraj, ko svoj izkupiček oddajo klubi in bari. Zadeni pravo banko pravega prinašalca denarja, radi zbirajo velike in iskrene, včasih jih spremlja še kakšna gorila, ki pa ni nujno bistra, pa lahko v enem večeru zaslužiš $250,000. Ne, prav, če to lahko, je rekel Shadow, zakaj potem tega ne počnejo vsi? Posel ni povsem brez tveganja, je odvrnil Wednesday, še posebej ne ob 4:30 zjutraj. Prav, a misliš, da so ob 4:30 zjutraj policisti bolj sumničavi? Prav, sploh ne, so pa gorile. In reči znajo postati zoprne. Ima ta lepo dialog lušten, tako da zdaj vidiš. Lepa, ja. A ja, pa moramo samo še omeniti unga, ki ga prepič palca. Samo omeniti ga hočem, Sam to je, ja, ker je pač prepič ga palca. bad luck. Bad luck. Ampak se vidi, kako je Sweeney, ne, tam prepričan na unmu skrete, kot, da je to ti bo zaštofala, da si ti bo pištola zgrešila, boš pum. Ja. In že pobira črepinjo iz lica. Tako da, kje je kovanc? Ok, hello, papi. O glavnem. ja. Ja, pa ladja, no. Jaz bi, To, ja, dajmo. to je bilo pa res dobro. No. Celo pa noro. To je bilo pa res dobro. To je bilo pa tako ena od unih scen, ker včasih celi filmi na takih scenah slonijo. Tako, ne vem, Al Pacino, ki je hudič. Je cel film beden, razen ene scene, ko Al Pacino razlaga, kako je hudič. To je ta scena, je taka, okoli bi lahko bilo tako eno uro pa pol kar neki, pa bi vseeno si zapomnil kot ok film, zaradi tega, ker je pač dejansko ležitno. To je pa res dobro narejeno. Prvič povem tako. Pač že tako je ta estetika pač ful dobra, pa dosta stvari je dobro odigranih, ampak to je bilo pa res tako, ne vem, to pa kar gledo, no. Mislim, da to bo pa tako, čez 5 let bo to še zmeraj YouTube klip, ki ga bo en Rus upload, veš, to tiska najdeš neke scene, pa je zmeraj kar neka cirilica v usernameu, v angleščini je naslov, ampak sam piše great scene, ne, Ja. in pol pa sam ta scena, pač. Stav grem, da bo to, ker jaz na zadnjih cajt, da te stvari najdem. Tako da ja, ampak to je bilo pa res proper narejeno. Ne, to je bilo noro, je bilo že od te pač, izbire njihove, pač, da ga bojo oblekli tako, kot bo oblečen pol v seriji naprej, se pravi, da mu ga ne dajo tam v neko tistočasno obleko, ampak mu dajo pač, to je, ne, Bog je itak je pajk. Itak je pajk in kako se pokaže, pač vsak ga vidi po svoje, očitno, ali kako ne, in da je prišel med njih in ta pridiga je nora. Ne. Mislim, da sploh če gledaš tipa, ne, da je to ta Orlando Jones, ne, Ja. da je en od njegovih prvih kreditov je From Dusk Till Dawn 3, The Hangman's Daughter, ki je šel naravnost na video. Sam on je drugač, tako, on je na eni točki je kar igral v stvareh, tako. Ja, bil je Sleepy Hollow, je bil, ne, pa full teh nekih, pa Pushing Daisies, Rules of Engagement, tako, v House je bil celo. Ja, Je veš, kje- poznan, mislim.
Sorry, ker sem prekinil, ampak a to je, ta prizor je v knjigi, kaj se ga ne spomnim. Ne, ni ga, to je čisto in je dodan, super narejen. Ful je dober. Mislim, že itak je neka absurdna komedija, ki pač, mislim, itak je vse intens, pa vse to, ampak je pa tudi smešen hkrati. On govori o njihovi prihodnosti, ne morajo vedeti, kaj ga sam gledajo, ampak govori stvari, ki jih mi vemo. Mislim, je nekaj smešnega v tem noter. Ja. Totalno. Tako creepy je vse, tako dobro je vse in pa še nekaj, jaz sem se smejal, menjski je bilo tako, Jesus, to je v bistvu full dobro, plus full dobro te neke tematike spet izpostavil. Ja, in Orlando Jones je igral v filmu The Book of Love, oziroma The Devil and the Deep Blue Sea, v katerem igra Macy Williams. Oh, wow. Pa smo spet Jason Sudeikis. Ja, povezali z Game of Thrones. Ja. Igral je v CSI Miami, tako da. To je kar. Ja. No, ja, in zdaj sploh cel ta monolog njegov je poln najav teh, ne, od unih, ki prav tako, oh God, you don't even know you're black yet. Ja. Ki je to direkt postavil pred celotno, ne, da pač do zdaj oni so živeli tam, ne, niso gledali na barvo kože tle. Bo postal faktor. Ja, ne, res je proper, no. Res je. Pa je tako malo maničan je. Ja. Ko res ima ta mal poblazneli pridigar Joker vibe ima, nima. Ja, mal pa, ja. Tudi rešitev je zelo jokerska, kaj tako, lej, itak boste umrli, dajte. Še nik zdrava. Ja, to je tako profuknjeno, taka joker scena. Cool, tak lik. Mislim, on je, ne, on je trickster, ne, prav ta, ko ganja. Zdaj glih gruntam, ampak ali je on ali je nek drug bog, kako je ta Coming to America, je, ki imajo tudi to s temi sužnji, ampak je na drugačen način v knjigi. Cool. Dajte vidva malo govoriti, pa probo poiskati, če ima slučajno PDF. Dober plan. Dober, ja. Dej, kaj reč, no. Dej, kakšno svojo teorijo za sobotno povej. Ma nimam jaz tega. Ne, se ne, lahko gremo. Čutiti tudi tukaj so malo govorili o suženstvu, o rasizmu, o moderni Ameriki. Wow. Ne vem, če ste opazili te podtone. Ne, meni je škaj bilo meni ful dober, no, ker gre pa toliko daleč, da pol pajk dejansko priplava na deščici. Do Amerike in spleza dol. No. To se mi je zdelo dosti fenomenalno. Tako da ni samo ena ladja zgorela in se potopila, ne. Ampak je še zmeraj bil mogel biti tam moment, da pajkec lepo od koraka na obalo. No. Ma ne, meni je tako, jaz pravim, jaz jem to, kar gledam, no. Res, ne vem, kaj drugega reči. Pa v bistvu po svojem je malo cool, da nisem knjige bral za enkrat še, no. Ja, dejo pol. Jaz bi na tvojem mestu počakal vsaj do konca prve sezone, pa da se jo pol lotiš, da boš imel tle neki presenečen. Ja, se zato, no. Prav, knjiga je počasnejša, nima toliko nekih revilov, ne, če se jaz prav spomnim. Nima toliko namigovanj, zelo na koncu vse ti poveže, če se prav spomnim knjige. Ni bilo toliko straight forward, tukaj so že kar v prvem delu, pa to je bilo že kar full, recimo, nekih klujev, kdo je Mr. Wednesday, pa tako naprej, ne. Knjigi je bilo to malo bolj na easy. Ja, je on sam en model, ko leti pač, mislim. Ja, mislim, počasi odkrivaš, no. Okay. Pa se je to nekakše gre, ne. Ampak dobro, okej. Ne, samo že v prvem, ko ga spoznaš v prvem delu, je bil že I have my one eye on you, pa take zadeve. Ja, okej, Sorry, ja, ne, sem preveril, ampak tisto, sem mislil, tisto je ena, nekaj pri služenski ladji, je za ta druga vodu božanstva nasplošno, ne, lek pa mauču in tako naprej. Tako da, ja, ni te prav anansijeve zgodbe, da bi bilo. Jaz sem eno vprašanje, kaj vidva mislite, recimo. A mislite, da bo prva sezona do konca prišla čez celo knjigo? Ne, to se ve. To se ve. Se že ve, da ne bo? 3 sezone. Ja. Ok, cool, tega nisem vedel. Ja, 3 sezone. Thank you. Ja. 3 sezone, ok. Ok, dobro. Ja. Očitno imajo plan, ne? Tako da nad slabo. Ja. Nekaj sem se malo bal, da bi recimo vse probali, da to je ena sezona, pa druga sezona. Pojmo se mi malo zmisliti. Čeprav ne, glede na to, kako so se tega modela zmislili, ne? Ja, ok, to res, ja. Kjerega modela? Ne, se Anansi drugače je v knjigi, ampak imamo te zgodbe o prihodu. Pač o prihodu, mislim, da to pač je ena močnejših scen v 3 delih, pa ni iz knjige, recimo, no?
Pa moramo povedati, seveda, nejasno, da je že potrjeno, da bo druga sezona. Da se po prvem delu, da so vse gledali. Ja. Ok, cool. To sicer ne vem, koliko sem vesel, ker Paul Fuller res ne bo več na Star Treku delal, ampak tak je live. Tako da. Koliko imaš tega Star Treka že na Netflixu? Pa se vse pa gledam, hočem še, ne? Preden bosta vidva z Godlerjem vse skupaj pogledala in pokomentirala, da bo tudi Fuller najdel cajt za kakšne 3 dele narediti. Ok, fair enough. Mislim, da smo do konca prišli. Je to res? Tako je, ja. In že preden končamo, da povej neki Star Trekom, nekaj bo, nekaj javnega. Nekaj javnega bo, ja. Čakaj, zdaj moram pa datum najdeti. Ja, se mi dva s pižamama pogovarjava, ti pa ne. Ne. Že je namreč poiskal svojo zbirko VHS-ov in je odnesel v kinoteko in rekel, jaz bi pa to ful pogledal na te veliko platno. Res je. Mislim, načeloma se kao ne ve, ne? Sam jaz mislim, da kle lahko mirno rečem. Ne? Glede na to, da si že tam povedal, je pa resno, da un podcast, ki ga delate z Artačem, nima glih ne poslušalcev. Je pa res, da uni, ki tam poslušajo, obvladajo zvezde, verjetno bolj, kot je kanaška. To je res, ja. Tako da, 27. maja v kinoteki ob 11. zvečer se bo gledal en film, dejansko na platnu, vabljeni, lepo, je tudi event na Facebooku narejen. Se bo gledal en film, ki je mogoče Star Trek 4, mogoče pa ni Star Trek 4. Tako da jaz bom videl pač Star Trek 4 v kinu. Ne bodi tako skrivnosten, mene bo kanc od pričakovanja. Pa to ni, to je ni. Vem, da ni. Vem, da ni. Stare, to je Star Trek 2, pa ste... Ja, dejmo, drž se, prosim. A to je drug rebutan, ne? Tako da, če bi kdo prišel, pridite, no? Ker mislim, da bo zabavno. No? Je pa full fine film je to, no? Res. Dejansko je full fine film, še zmeram je full fine film, presežem, da je še zmeram full fine film. Tako da, ja, to je 27. maja, še enkrat ob 11. zvečer. Pa karta je smešna, neki 2 evra, nič denarja, pa mislim, da če eno kupaš 2 gledata, pa vse živo. No. Tako da se res plača. Kaj pa narediš all-nighterja, pa sam gremo vse filme čez? Ker to je edini, ki ga imajo na Kolutu. Okay. To sem jaz dobil nek file, ker sem srčal te stvari in sem to najdel in sem rekel sold. Tako imenovan tračni film. Tako. Če ne bom imel stand-upa, letim, stari. Dej pridno, če ne boš imel stand-upa. Pa se kdo tebe najema, stari, valjda špršal. Čakaj, Saša je bil zdaj na enem super dogodku. Dejansko mi je žal, da nisem mogel leteti ta roast battle, ki ste ga imeli v Kranju. Zato sem to rekel. Zdaj se ve, to se bo dal kaj videti. To je bilo je posneto in dal se bo videti, res je. Odlično. The best. Vsi smo nekaj snemali na tisti dan. Ja, ni to dobro. A to si se hotel pohvaliti, Ja, pač, že je bil edin, ki ni snemal na tisti dan. Se mogel zadovoljiti s publiko. Vsi komiki v Sloveniji so tisti dan po moje delali. Po jih je bilo v Ljubljani, pa v Kranj. Ja. Zdaj bom šel na delavnice stand-upa, pa bom na klubski sceni premagal vse in potem bom jaz tudi... Vžrešno? Ti si smrt za slovensko komedijo, ki skozi Slavca zatiraš, da nima dobrih, čeprav ima kakšne fine vmes. Ti si prav nesramen do Slavca, veš? V glavnem... Ne, dajmo se obadati s tem. Dajmo se s tem, zdaj ta tvoj odnos do Slavka Jeriča. Slavko Jerič. Dajmo številke na mizo in se pogovarjamo. Jaz mislim, da je Slavko Jerič grobi diamant, ki, če bi šel na par delavnic v stand-upu, bi bil izjemen komik. Evo, tako bom rekel. To je zdaj on the record. Se ne vem, ti lahko to zbrišeš, če želiš. Imaš ti na koncu na računalniku. Zdaj si to povedal, a veš, pa bo pa posnetek pa nekaj čist drugega vmes. Montaža je moja stvar, v glavnem. Pižamc, povej admin. Pejte na aparatus.si poživnica podpri 4,8 ali pa 12 evrov, jaz vam bomo hvaležni, da je tako vse boljši sound. Jaz sem zdaj pogruntal tudi že, da moram malo bolj zapreti tale
S-limiter, oziroma de-esser, zato ker sem zadnjič ga preveč odprl in sem pa že se slov. Ja, na posnetku. Je res. Zdaj bomo videli, zdaj poslušal, pa videl, pa bom pa mogoče še tako 20 oddaj fine-tuninga, pa itak tam malo prišel v moj kabinet, pa malo obrnil knofe. Zdaj sem toliko živčen, vsakič, ko pride, pa kar roke steguje tlele proti temu reku, kjer so stvari noter, tako ne. Až kadam na Onyxu, na temu Blackjacku, una 2 knofa itak naštimaš, ne, tiste briga. Lepo malo drugače. 15 knofa, pa okej. Okay. Če bi bil tako Sašo, ko bi imel fotografski spomin, bi ne bilo panike, veš, ko bi pogledal. Ne, Sašo ima fotografski spomin, on se spomne vse hrane, ki jo jedo. Jaz spomnim vse hrane, ki si jo ti jedel. Daj ne govori tega ljudje, ko bojo pričakovali. Zdaj me je mogoče celo kdo prepozna in bojo pričakujejo stvari od mene. Se spomnim, prosim ne govori tega okolo. Jaz sem grozen spomin. Ne spomnim se nekdaj sem nazadnje jedel. Grozen je. Zato sem debel, ker skozi jem, se ne spomnim. Kdaj sem nazadnje jedel. Ja, to memento v bistvu. Kitchen memento. Tako se zdrami, pa tako na roki piše majoneza, okej. To z majonezo piše majoneza. Ja, z majonezo piše majoneza. Na koncu filma je twist, da je pisal majoneza, doktor strogo odsvetuje, ampak je unta prvo dal polizaj, pol ni vedel in umre zaradi zamašitve žil. Lepa. To ni več smešno. Ok. V glavnem... Saša, doktor si ti ne jesti je. Ne, se zato, ker je bilo preveč res. Ok, da gremo naprej. Moramo še povedati, aparatus.si smo na Facebooku, aparatus, _si smo pa na Twitterih. Pa ful smo veseli, če kaj klepetate z nami, res. Res je. Pa Saša, kje si ti na internetu? Sem na Twitterju, sem malo. Saso stare, mislim, da lahko sam poiše. Saso.stare, pozaben zmer. Pa na Facebooku me lahko najdete. Drugač pa delam na svoji strani, sam še ni zaključeno. Na svoji strani nagajivega nasmeha? Ja, točno tako. Odvisen, moja slika bo in seksi moški v tvojem okolju. Govorimo o istem nagajivem nasmehu. Seksi moški v tvojem. Ne vem. Recimo, da upekoče. Ja, stare na fotki pa imajo v glavnem. Pižamski jezik pa ti na netu. Jaz sem pa Pizama na Twitterih, Boštjan Gorec Pižama na Facebooku, pa Stric Bedans na Instagramu. To je to. Odlično. Bojda. Jaz sem pa Anzeta povsod. A Instagram tudi lahko rečemo. Ja, Instagram tudi, ja. Saso stare na Instagramu, nisem vedel. Savska liga v tabliču, že ne premagljivi ideji, už ti poskrbiš link, da še tukaj noter. Pa res, če niste poslušali z Goranom intervjuja, dajte, ker pri njemu je to, da dost volka, tudi ve pač, ko se pogovarja, kaj je to, ampak res bude ima tako totalno razčiščeno. Ja. Ne, in to noro, kako vek ima brisačo, no, dajmo tako reči. Glede na to, da se bliže naslednji teden dan brisače. Ne pozabite, naslednji četrtek smo 25.5. in vsi z brisačo za pasom v mesto takrat. Vem, Peli bo definitivno to naredil. Za ostale ne vem, ker niso trufeni, ampak Peli pa bo. Peli bo ziha. Jaz sem pa i tak vsak dan brisača, kadar je temperatura nad 10 stopinj. Okay, ne bom tega komentiral. More Sašo ta majonezo brisati. Jaz bom rekel, Jesus Christ, prosim ne. Ja, predstavljaj si to Mič zdaj. Predstavljaj si Pižamo pa mene, oba prešvicana, kako on z brisačo zbene dol briše majonezo. Predstavljaj si to za lahko noč, ker ura je 5 do polnoči. Upam, da boš imel seksi sanje o tem. Hvala za tole zdajle. Jaz bom rekel 3-4 zdaj in mi bomo... Majoneza. Noč na to za naslov, ni šans. Ni šans, da bom to za naslov. Pero je pero. Pero je pero. Pero je pero. Tako da jaz bom rekel 3-4 zdaj. Okay. 3-4 zdaj. Pero je pero. Pero je pero. Je pero. Je pero. Pero je pero. Zdaj si jak Sokolovič ima novo predstavo. Pero je močnejši od meča. Že spet teden, sobotno. Adijo. But Macron is mightier than Le Pen. Wow, čau. Čau.